Živijo, dobro jutro bom rekel, zaradi tega, ker sem glih kar iz šporgata stisnil en kofe. Predtem sem pa na vrtu pospravil dekico, kjer sem spal, zato sem šel v opravi, taki prav vojaški, človek se mora za polno luno tudi obleči. Ja, ful veliko noči sem prespal zunaj letos, smatram, da je prav, da tudi nočno energijo dobimo, tudi medtem, ko ni nana. Je pa res, no, polna luna, mogoče mi je pa kaj pomagala, a če mu tako reči. Mogoče, le kdo bi vedel, je tudi kristal napolnila, a ne, mogoče. Ne vem, kaj znanost pravi. Ja, stroka pravi, da so cepiva varna. Tista stroka je pogruntala dinamit in jedrsko špico in ta ista stroka je pogruntala, da je fajn, če se recimo križarka vozi po morju in tam koliko 7000 ljudi se pokaka in serije s vsemi drugimi možnimi sranji in pol križarka to ne sme v pristanišču ven dati v neko čistilno napravo, če bi že čistilne naprave sicer zares delale, ampak more to izpustiti na odprtem morju. To pravi stroka. Pa kaj pravi stroka o kristalih? Bubu, ne? Pa mi imamo kristal v Betini, a je prav? Pa kristal je pomemben za imeti anteno, a? A imamo mi zdaj, to znanost ni to povedala, ne? Ok, pa vprašajte kakšnega znanstvenika, ki je neodvisen, pa vam bo povedal marsikaj, ne, in te znanstvenike, ki so neodvisni in glavce, ki razmišljajo, to ne grejo, televizija jih ne mara, Kreka ima rada televizija. Ja, ste ki videli Krekeljna, Se ga ni, ne? A pa Kacinček je tudi kaj, ne? Ker jaz vas sprašujem zaradi tega, ker vi gledate medije, jaz jih ne. Ampak bi se že kaj pojavil tudi, če bi mu kakšno izjavo, ne. Pa, zdaj, kaj zdaj, epidemija je bila, je zaključena, ali dela se nova, a vemo, kaj je človeštvo? Ne, nič ne vemo, Marburga se čaka, Marburg bo, Vas je kaj strah? Ja, ne vem, tiste, ki nimate dovolj poguma, pa verjamem, da vas je strah. Saj mene bi bilo tudi, če bi živel v taki nevednosti, ne? Če bi jaz bil tako zelo neveden, da bi vse, kar bi vedel iz medijev, bi bil tudi jaz presran. Pa hvala Bogu, da sem se odločil, da ne bom nevednež. Ne bi rad vas zasuval z milijon informacijami, zato ker se ponavljam sam v sebi, življenje je preprosto, življenje je Kekčeva pesem. Ni potrebno vedeti milijardo stvari. Bolj je problem, da tiste stvari, ki jih vemo, ki so nas naučili, da so te narobe. Se pravi, napačna izobrazba je še bolj nevarna od neizobrazbe. Kaj je rekla stroka, če ne bilo, kdo je že rekel, mati Terezija je šole naredila, ne? Pa mati Terezija nekaj ni bila z nami, ker če bi bila mati Terezija z nami, bi rekla še kurikulum mora biti tak in tak. A imamo, mati Terezija ni bila tako zelo fejst gospa, kakor nam pravijo zgodovinske knjige. Ker zgodovinske knjige so itak opevale vedno same sebe, se pravi tiste, ki so bili barabe, ki so še zdaj barabe, so v zgodovinskih knjigah sebe opevali visoko. Mati Terezija ni, pa če sem kaj prav obveščen, je bil to mamo Terezo, je bil moški, pa v bistvu on je fotor od Faučita. Fauči je pa, ne vem, veste, on je bil ameriški krek. Ameriški minister za zdravje, ki je v bistvu nekje narekoval WHO-ju informacije, ali je bil od WHO-ja. Pa se je že vsem šmoren, glavno, da je on na špagi. Ja, na špagi, ja. Muerto.
Dosta toga. In vi ne verjamete, vi mislite, da ne. Pa ne vem, poglejte, mogoče ga pa ki najdete še. Kakšno slikco, kaj pa kaj povedal, v zadnjem mesecu ali pa 2. Rad bi vam bil jaz dokaz, da morate verjeti, da ni več vpliva teh parazitov na nas. Ja? Ampak zdaj moramo pa mi pa pogruntati, kaj pa zdaj. Ne? In človeštvo se bo znašlo na točki, kaj pa zdaj. Ja, tle bomo ali pa boste vsak hip. Kaj pa zdaj? Ja, ne vem. Pejte še podpisovati, pejmo še enkrat zbrati podpise za referendum, ki pa je jesen bo, ampak šele ko pridejo s počitnic, ker zdaj so pa toliko utrujeni od te epidemije, da morajo iti pa revčki malo ne morčita, sicer bodo šli malo bolj drgam, ne boste videli nobenega v Žusterni ali pa v Belvederu ali pa v Izoli recimo. Ne, tudi na Pagu, mislim, da je še preblizu, ne, jaz mislim, da oni so šli malo dlje, da jih ne bi kdo prepoznal, a ne? Ja, sej good, pa tako so bili radi pred kamero, 2 na 2 se pa nočejo srečati. Kaj nam to kaj pove? Če bi človek imel čiste namene in čiste misli, bi se postavil pred kamero, ko bi pa kamero ugasnil, bi pa rekel, gospod, a vas lahko nekaj vprašam, pa bi rekel, ja, povej. Tako normalni ljudje delujemo, a oni podgane pred kamero, se zlažejo, pol pa že ga ni, da ne bi kdo kaj vprašal. Zakaj pa? Pa zaradi tega, ker resnica nima težav z izpraševanjem, laž pa ima. Laž noče biti izzvana, ker laž je narejena tukaj, pa gre naprej, pa je nekaj končana in če jo vprašaš, kaj si že tle hotel reči? Joj, ne sprašuj me, kaj se zdaj bom zapletel. Ja, seveda, vsako laž se je še vsak zapletel. Vendar, ker so bili oni organizirani lažnivci, so imeli v zadnji nek scenarij, si jaz predstavljam neko agendo in zdaj jih je 40,000 lagalo isto stvar, pa vsi pred kamerami. Pa smo imeli občutek, da pa to je pa res neka znanost, neka dognanja. Ne, oni so samo kolektivno usklajeno prek laži manipulirali z nami. Jezus. Hočem, da to ozavestite. Kaj pa zdaj? Skoraj bo 80 videov, če jih ni že. V miru, čakaj, sem se pripravil prejle nekaj, zdaj pa sem se toliko pripravil, da sem se pa že zgubil. V mirnem vzdušju, v notranji mirnosti se da kaj pogruntati. V nemiru pa ne. Zdaj to čas bom štrcam, da bom probal najti tisto, kaj sem si spravil, ker majke mila, jaz tisto začnem tam, ker sem ta zadnjo slikco spravil, veš, to je klinca, kranca. Ja, v miru. Kadar si v mirnem in razširjenem stanju bivanja, lahko dostopaš do vseh modrosti vesolja. Angeli so vam na voljo, da preplavijo vaš z ljubeznijo in svetlobo, če le poprosite. Ko je tvoje bitje napolnjeno z ljubeznijo in svetlobo, zavestno razumeš, kakšne korake moraš narediti v vsaki situaciji. Kaj podzavestno ali zavestno? Kadar si miren, iz podzavesti v zavest pride informacija. To notranje znanje morda vašemu zavestnemu umu ni takoj jasno. Ja, valjda, če so nas učili integrale, pa da smo iz opice ven, pa da na kugli živimo, ko se vrti. Nekaj ne gre, ne. Vendar pa se boste s tem, ko greste skozi svoje dni, na vsako situacijo začeli odzivati z večjo umirjenostjo in večjo gotovostjo. Ko se ožreš, ko se boste ozrli nazaj, boste videli, da ste ravnokar vedeli, kaj storiti. A vam je zdaj ta stvar kaj orisala? Še enkrat, mir je tisti start point, začetna točka, kjer mi sprejemamo, pazi kaj,
sprejemamo, kaj že? Sprejemamo, pa kam sem te to napisal, no? Aha, modrost in ljubezen. Ja? In imamo sposobnost biti informacijski kanal in ekstaza Božje ljubezni. Joj. Se pravi, to smo mi. Nismo mi iz opice. Mi imamo sposobnost biti informacijski kanal in ekstaza Božje ljubezni. Štegate? Kdaj pa to ne gre? Ja, kadar ste v nemiru, v kaosu, v strahu, v dvomu, v razočaranju, v zmedenih misli, ste zmedenih misli. Pa ziher sem še kaj pozabil. Bolečina je tudi velik fokus, zato je nekako ta sistem želel, da smo bolni, da ste bolni, ker jaz nisem. Da v bistvu se ukvarjate z boleznijo, ne z zdravjem znotraj sebe in mirnostjo. In če se spomnite nazaj, zdaj vam bom orisoval stvari za nazaj, da se boste vi začeli spominjati nazaj, nostalgije, vonjav, zvokov in še česa. Ampak kaj vam je stara mama rekla, ko ste začeli kašljati, pa kihati, pa smrkati? Kaj je rekla? Bo treba pa počivati, kar uleži se, pa te bom z deklico pokrila, pa tle bom ti čajčka skuhala, pa boš počival. Pol je pa skuhala eno prežganko, ne? Pa še čaja moraš piti, veš, Matej, čaj, pa sej, če bi mi dala vodo namesto prežganke ali pa šipka, bi bilo glih tako okej. Čiz isto, ker hidracija je bistvena, voda je pa osnovni element in juhe in čaja in vsega. Ker je univerzalno topilo in je voda najbolj poseben element na planetu Zemlja, veste vi to? Edina stvar, ki jo zmrzneš, razširi, vse ostale se skrčijo. So meni znanstveniki povedali, jaz to ne vem. Mislim, zdaj vem, pa sej je res, sem pozoren nisem bil. Se pravi, da ta start point miru probate dosežti. Ja, kako ga boš dosegel, če ti greš z avtom na avtocesto proti kamorkoli? Pa tebi se spipa že na drugem krožišču, pa tretjem križišču. Ko tam zagledaš enega 90-letnika, ki ima še izpit za avto in se pele 24. Čeprav omejitev je 50. On je ni prekoračil. A je kaj kršil? Ne, nič. Ne, ni kršil. Zato pa je on na cesti, da vam živc dviguje. Pa tudi cesto bi oni lahko zrihtali v 14 dneh, pa jo šraufajo 3 mesece. Zaradi tega, da vi rečete pa ja, pa dobro, pa tle vas čakamo. Jaz sem ta moment, imam dost že kdaj doživel. Ne. Morate ga tudi vi. Jaz ga od takrat še težje goltam te nepravilnosti. Zato jaz moram se umikati stran, ker so me te stvari ziritirale nemudoma. In seveda sem deloval ven kot nervozen človek, da je Turšič umer se. Ne morem gledati nepravilnosti, idiotizma in ne vem kaj. Ker jaz sem te stvari opazil že čas nazaj. Ne vem, zapore na cesti ali pa te, bom rekel, zastoji brez razloga. Imeli so oni razlog, da mi živc dvignejo. Da ko pridem v šiht, sem že nervozita, Sebasta se nasera. Nervoza, ja, tle so nas dobili. Mir boste dosegali, če se boste spajali z naravo. Če boste se spajali z glasbo, ki jo vam devam v ozadju. Napišete Angel Music, relaxation music. Poiščite komade, ki so dolgi 3, 6, 8, 10, 16 ur. Ta je dolg 3 ure. Pa sej se ena in ista harma vrti. Nič hudega, če se vrti. Sej ste tudi vi župo govejo jeli nič kolikokrat. Ne?
Ne se obremenjevati. Tudi sonce gre vsak dan, čist isto špuro. Ne? Mi smo veliko večja bitja. Hočem reči, ne zdaj zamenjevati glasbenega ambienta ali pa podlage, ali pa to so zdravila. Ne tega zamenjevati za zabavo. Ker zabava je pa pa mora biti človek še fejst nabiti, da sploh gre to čez moje ušesa. Ker ne govtajo, kaotične glasbe. In glasba je kaotična. Vi se niti ne poglabljate v njo, predvidevam, večinoma ne. In to je tudi, to so temne sile vedele, da se vi ne poglabljate, da tam pa žgete nekaj pa je, sam da je. In ste pripravljeni pogoltniti še reklame in poročila in cestna obvestila in vremensko napoved, pa nič od tega ne rabite. Nič od tega ne rabite, vi ste pripravljeni to goltniti. Vmes pa še glasbo, disharmonično, z napačnimi besedili. In tam so vam dali škodo. Škode, kolikor ćete, v podzavest so vam šraufali, ves časa no. In evil, dark side, hudič, satan, on ni nikoli imel dobrih namenov. Imel pa je dobre trike, da je človeka iz dobrega pripeljal v svoj krog, tam, ker on ve, kako se ustreže stvarem. Življenjski slog, nekateri ste že spremenili pred leti, nekaterega pa še boste. Ne bomo šli naprej, tako kot je bilo do zdaj. No way. Kot je prima, ko se rima, ne? Zdaj, ko ni več zima. Praške za pomivanje posode sem jaz že 12 let zamenjal z mešanico kisa, 3 kapljicami perila in vodo. S tem čistim vse. Čisti vodni kamen in maščobe in vse. Ok, priznam, ne cvrem v svoji kuhinji, tako da nimam zamaščenih stvari, tako da bi bilo zdaj olje na hard. Šampone in za nego telesa sem že pred časom zmanjšal oziroma uporabljal večkrat sol pa sodo. Zadnje, en mesec ali dva, en dober mesec, pa nisem uporabil ne šampona, ne za lase, ne za telo. Žajfo imam uno, veste, to staro, to trdo. Ne verjamem, kaj namešajo, res ne. Mislim, vem, da mešajo strup, vse povsod, kje so ga namešali najmanj, no upam, da tle. Pa te žajfe so tako malo, da v bistvu je cajt, da še te primem kakšno domačo, ali pa se jo naučim narediti, ali pa jo, pač neko domačo žajfo, da bom vedel, da not ni sranja. Ampak brez unih dišav, ne rabi žajfa diščati, ne me umije, to je bistveno, razmasti, to je to. Življenjski slog bomo zamenjali obvezno iz piščančjih kroketkov, ocvrtkov in ribjih palčk, ki niso ne ribje palčke, tam ni riba, mislim, tako kot mislite, že ne, pa piščančji kroketek, ne vem, kdo vam je dal obliko, pa od kje je ta kos odrezan, pa od kje vam ideja, da je tam kuhana stvar noter, ki zgleda kot hrenovka, v bistvu stvar piščanca. Ko boste začeli skontati, da v bistvu se je pa res, kaj pa je, iz česa pa je kroket. No super, tam se začne, ko boste začeli gledati ingredients, se pravi sestavine. A ste kdaj opazili, kako na veliko piše, da je to wow, pa super, pa zdravo, pa ne vem kaj, pa čist majhen tisk, najmanjši možni tisk, kaj je noter, pa kaj se sme, pa koliko časa se ne sme, pa ne vem kaj. Bodite pozorni, stvari sploh niso užitne in te stvari bodo izginile iz polic. In takrat bo pa šok. Kaj pa zdaj? Ne, dajte kaj prebrati, dajte upoštevati, da moramo živeti bolj zdravo, da je bolj prav, da imate kaj iz vrta, da je bolj prav, da imate, če nimate svojega vrta, da imate povezavo do kmeta.
da mleko res ni stvar za človeka, da je to od telička hrana in ne morete piti mleko pa reči, wow, to je dobro za moje telo, pol pa še teleči bočnik, da bomo pa goležek imeli. Ja, to je mleko si pil zaradi tega, ker je ta bočnik tamle odbit zate. Meso ne bo prihodnost, zato pravim, spremeniti bo treba slog. In mi, kot ljudje, smo nabiralci. Ne uspem, žal, ampak res v enem videu sem prilimal link do PDF knjige Hrana v naravi. Ne hrana iz supermarketa, ker sem včeraj rekel, da gorijo te predelovalnice. Ja, se so tudi nasade posekali, da ne bi mi jedli. Jaz bom tlele tole slikco ustavil. Vam imam nekaj povedati, a zdaj pa muske nimam. Šment. Ki sem ostal pri mesu pa pri menjavi sloga. Ok. Slog. Krčne jaz pozabim. Ej. A vidite, kako teče reka? Kamenčki. Ti kamni so tam za nalašč. Ne. Ampak nobena reka ne gre naravnost. Nobena. Niti ena. Razen tista, ki jo je Satan sestavil. Poglejte malo, kako so reke v vaših mestih. A grejo tako ali ne? No, in če gre naravnost, ni v redu, je prav? To je naravni tok vode in voda se v tem primeru oživlja, vrtinči, čisti, okisičuje, s kisikom se polni in tako naprej. O vodi bomo imeli še, ampak tlele sem glih zagledal slikico. Kaj so nam z vodo naredili? Ej, vam bom razložil 6 stvari, za zjokati se, zato pa je tako, kaj je, zato pa probam tudi ultimativno rešitev nekako zase in za vas najdete, da mi pridemo malo bližje temu, da to vodo pripravimo, da bo res boljša, kot je poslana skozi vodovod, ker že sem to, da jo oni skozi cel naravnost pošljajo, je narobe, ker voda ni vajena tega. Voda se tam ni prav, tako ker nam ni prav v mestih, ker mi vsi smo tabornički, pašamo v naravo. Mislim, Adam pa Eva nista se znajdla sred mesta, ker mesto ni naravni habitat, tako kot cev ni naravna pot vode. Ok. Da se vrnem nazaj. Kako jaz najdem vmes za zmotati sebe in vas? Saj ne, hočem vam mogoče pokazati koncentracijo. Koncentracija je ful pomembna stvar, koncentracija, fokus. In če veš, da si pozabljiv, si pa zapiš. Zapiš si, jaz imam zapisanih zvezkov, veste koliko? In na tipkovnico, nič koliko, ful. Zaradi tega, da sem najbrž tudi zaradi tega sem malenkost vas prehitil, ker ne pišete. Ali pa pišete napačne stvari. Jaz si pišem alinejo, pa sem pol pogruntil, da je premalo, če imam samo 2 besedi, da moram imeti malo več, pa pol sem pogruntil, da moram lepo pisati, ker če grdo pišem, pol tudi narobe preberem, ker ne vem, kaj sem mislil. Skratka, neki sem si najdel način zabeleževanja, da ko vidim alinejo, da je zraven dovolj informacij, da vem, kam naj stvar pelje. Pa še ne zmeri. Slog bomo spremenili, življenjski slog, in pravilno je, ker slog, v katerem smo živeli do zdaj, not good, se pravi, ni v redu bil. 5 dni, 8 ur služba, 2 ur cesta, pol 1 uro supermarketa, pol pa piči nekako rešiti, kar se rešiti, da otroke v glasbeno, iz plesnega na tekvandoga peljati, da bo on dober, da bo najboljši. Da bo najboljši, tako je to. Mora biti najboljši. Kaj pa, če je drugi, je pa ni good.
Oprosti, kako pa veš, katera mravlja je najboljša na mravlišču? Ali so vse glih? Ali pa riba, recimo, v ribniku ali pa v reki, katera je boljša, katera najhitrejš plava? Imajo one to informacijo? A ja, nimajo. Ne, ker ne tekmujejo. A pa katero je višje drevo? Tudi drevesa ne tekmujejo med sabo. A mi pa tekmujemo, ko je jači. A ja? Dragi moji, to je satanovo delo. Mi v življenju ne bomo tekmovali z nobenim. Mi bomo sodelovali. Vsak po svojih najboljših močeh. Ker Satan je tak, jaz sem najboljši, pol pa sem najbolj len, ne? Pa se na lovorike usede. Življenjski slog bomo spremenili, med tem je tudi tekmovalnost. Zdaj, kakšne vse tehnologije nas čakajo? To je stvar prihodnosti. Dejstvo je, da ne bomo uporabljali žice kot take, ker imamo mnogo, jaz vem za 3 naprave, ki bi meni omogočale brezplačno elektriko. Ja? Za vse, od tople vode do vsega. Jaz vem 3, pa pravzaprav tudi narediti bi jih že skoraj znal. Pa nisem noben tehnični izumitelj ali pa da imam kakšno industrijo, pa tako. Tako so primitivne stvari, ne? Ampak ne, mi moramo plačati golobu ful elektrike, ker to je ful super, ker veš, voda malo dražje zdaj pada dol v te turbine. Pa še to, te turbine frderbajo, niz turbine ne dajo vode ven na tak način, ampak jo puhajo. In tam pride ven Smodetova mrtva reka. Slog, ja. Slog bo drugačen tudi zaradi odnosa do narave. Ne bomo, mislim, Mister Muskulo, jaz ga ne bi mogel zliti v školjko ali pa, ne vem, z njim vodnega kamna pucati. Če pa vem, da vinski kis pa soda bikarbonato rešta. Tudi brez sode. Jaz nimam srca poslati tega Mister Muskulo, ker noter najbrž ni limonin sok, no. Najbrž je vse tisto, ki ni dobro za ribe, ki bodo srečale ta Mister Muskulo nekje na koncu odtoka, če sem pa zadnjič razlagal, da pa gre konc koncev vsa ta svinarija čez neko mešalnico sranja, ki mu rečejo čistilna naprava, ne? In vse to prteče v Cerkniško jezero oziroma predtem v strugo, kjer so včasih ribe bile, zdaj pa rib ni. A ja, dela čistilna naprava, wow, noro. Imeli bomo drugačen odnos do živih bitij. Ne bomo rekli, nikaj, bom pa tega pujska čoknil, pa vse en, ki je živo, ne. To me ne zanima. Ne boste, ne bomo, nam zavest, ki se nam zdaj širi, ne bo dovolila tega. Boš jokal med tem, ko boš ga jedel. Ne boš ga jedel, ker se ti bo zasmilil, ni šanse. In ga ne boš nikoli več naročil. Umora pujska. In ostalih. Meni so zanimivi, niso mi zanimivi, grozni so mi. Ljudje, ki se delajo norcev iz vegetarijancev, pa mora biti prasic, kaj ti boš pa detelo grizu, in se 4 režijo. A ja. Človeško meso je tudi v McDonald'sih, veš? Greš? Mislim, malo je manjko, veš, za fašerančka. Ne moš tako. A ja, ne, ti pa lahko. Hočem reči, vsa živa bitja imamo dušo in to, pa smo spet tam. Ne, Satan je uničil mnogo duš. Jaz sam ne vem, do katere mere. Preveč, je prav. Če jih je 5, jih je preveč. Pa jih je bistveno več kot 5. Ampak vse stvari imajo dušo, vsa živa bitja imamo dušo in duša duše ne poškoduje. Nima te tendence. Ima pa duša tendenco po informacijskem kanalu in po ekstazi Božje, ljubezni. Ja, dejte med to. Ok, koliko imamo? 29, čem še eno, bolj na kratko.
nekako sem rekel, ne obsojajte in ne sodite. To je prvi trening, da začnete ugašati vaš pa vaš ego. Ker ego je tisti, ki sodi. Je pravzaprav ena bariera, prepreka v dostopu do globjega razumevanja samega sebe in univerzalne modrosti, poslušanja lastnih strun, kako ti poje srce, od znotraj pridejo stvari ven. Pa hoče zdaj tle logično razlago. Preko nas je Satan zašraufal najlažje. Pa še, ko smo naivni, pa še, ko smo pripravljeni pomagati. Pa še nismo lažnivci in si ne znamo predstavljati, da nam nekdo laže. Pa smo pa mi pogledali neke bele laži, take male izgovore, da so pa rekli, ne, smeš lagati. Oni pa zadej laž, tako. Ja, in tisti, ki se znajdete, tisti, ki ste živeli, v bistvu ste bili črne ovce, pa ste živeli na robu družbe. Tudi jaz sem bil črna ovca, zmer nekako, ne, pa sej ne, jaz sem nekako zmer želel biti v pozornosti, pa nekako nikoli nisem uspel, se pravi na nek način, da me nekdo odbrcava v stran. Pa vem, da nisem edini, ker sem se že pogovarjal z nekaterimi, pravzaprav odkar imam kanal, ker ste me najdli, da ja, stigmatizirani nekateri že v ranem otroštvu, nekateri v raznih službah in tako naprej. Zakaj? Zaradi tega, ker so vedeli, da ste nevarni in so vas morali, kolektivno so vas stisnili dol, da ne bi slučajno špricali in so vas devali na rob družbe. Iz sveta, ki je nam v pomoč zdaj, nam sporočajo, da tisti, ki smo najbolj na robu, najbolj svetimo. In tam nas tudi iščejo in tam nas tudi srečujejo in tam nam prinašajo tudi prisrčna povabila. Povabilo ima ljubezen in angeli in univerzalna sila in ali pa če reči vanzemalci, extraterrestrials. Kaj sem hotel zdaj reči? Kam mi je dobro, se zgubim. Tako. Vabljeni smo. Mi imamo svobodno voljo. Lahko izberemo med povabilom A ali pa med povabilom B. Povabilo A je strani resnice, Božje resnice, miru, angelov, ekstraterrestrialov, se pravi vesoljcev, marsovcev, zeleni možici, pravzaprav Boga in resnice. Na drugi strani imamo pa sweet devil, sladka povabila Satanova. Če boš z mano, ti bo vedno zagotovljen uspeh in denar. Vendar boš. In tle so ljudje padli, in tle so dušo prodali Satanu. Nič koliko glasbenikov, uspešnih, sodobnih zvest je izjavilo, da so prodali dušo Satanu. Satan vabi bolj sladko. Ampak to je laž, to je prevara, to je past, to je tako kot mišolovki serček. Ker takoj naslednjo dobiš po klamfi, ne? Se pravi, če smo mi v sredini, ta vabi in ta vabi, izbira pa vaša. Ne? Veliko ljudi je izbralo to lažjo pot, ker je slajša in tako, ta je pa bolj trnova, tle je pa treba malo več potrpljenja, malo več poguma, malo več odločitev, malo več vere, upanja, zaupanja, da greš prav, ker vsi so šli ti pa tle rineš. Ne? Oni že imajo jahte, ti pa še zmes z biciklom, ne? Ampak veš, da nekaj je prav.
povabila so v vsakem primeru in zato sem tokrat rekel že do zdaj, vaša je izbira, mi imamo izbiro in meni ne bo noben rekel, ja, moram. Ne, ni nič morati. Žal si izbiral in izbiral napačno. Dobro, naj vam povem, da me vaši komentarji vzpodbujajo za naprej. Na tak način, da znate stisniti iz mene tudi nasolzite mi oči. In zdaj razumem, pa vam bom dal naprej. Če bi vse komentarje zdaj, ki so prišli v tem času, dal na kup, pa bi mi jih dal 2 meseca nazaj, bi me sežgal. Too much love will kill you. Tudi ljubezen morate dobivati po porcijah in jo širiti, tako kot je treba počasi, testo je treba počasi širiti, ne moreš imeti najprej kepco, pa tako, ne gre. Lahko imaš, sam počasi. Enako je z ljubeznijo in ljubeznijo zakaj? Zato, ker jaz vam stvari dam in vi mi jih vrnete. Če sem rekel, daj od sebe tisto, kar imaš najraje sebi, košček čokolade, si v isti sapi dajalec in prejemnik. V tem primeru, ko dajem vam, ste vi prejemnik in se mi zaobrnete in mi dajete nazaj. Hočem reči, če bi vse to dobil naenkrat, bi me prebil. Ja, že tako me zahlipate in zasolzite. Prav je tako, z občutkom počas. In še eno imam za na konc. To bomo pa kar na majčko naprintali. Majčke bomo printali, a veste vi to, hočete majčko imeti, Q pa Trump, pa tako zdaj bomo naredili pa eno MTK in gor bomo imeli quote, se temu reče, napis in bom gor napisal: pokažite, iz kakšnega testa ste. Pokažite svetu, kdo ste. Vi ste magnificent. Mislim, če ste lažnivci, najbrž ne boste glih skakali po luftu. Ampak tisti ta pravi, pokažite, iz česa ste. Ja? Pa bodite pogumni, pa veseli, da pa vodo pite, pa ne bom več ponovil, nikoli več. Ne pa ne, pite vodo. Ajde, čao.